vidite za nama, je že centralni del Balija. En kup enih rižovih polj, džungel in poln misterioznosti, ki jih bomo odkrivali v drugem delu raziskovanja Balija. Dobrodošli torej nazaj na najinem kanalu, z vami sva ponovno Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. V tem vlogu si bomo ogledali ta centralni del otoka Bali s kulturno prestolnico Ubudom in pa v bistvu pogledali si bomo od riževih plantaž do degustacije kave in pa mogočnih templov. Vse in še več bo v tem vlogu. Prišla smo v kovnico srebra. Tukaj v bistvu izdelujejo razne izdelke, seveda iz srebra, predvsem pa nakit. Zelo naju je presenetilo dejstvo, da tukaj delajo predvsem ženske. Nama je pa najin driver povedal, da nasplošno tukaj v Baliju veliko stvari izdelujejo na roke. Te so čist nori. A veš, koliko je to namajhen, vse narejen, detaljno, res tako mojstri, no. Te figurce, ja, so sploh nore. Ja, sploh, ok, tole je še dosti velik, sploh uneta male res precizen del, noro dobro. Evo, Ponč, jaz mislim, da je tole en namig. Lahko mi kupiš prsten, da me boš zaročil? To zdaj se že kar namige, kar takole, v trgovin daje, ali kaj? Ja, seveda. Ne vem, mislim, da ti hoče najem voznik nekaj povedati, da naj sem pripeljal. Zdaj sva pa prišla do točke potovanja, ki sva ga res čakala. V glavnem v Indoneziji izdelujejo tudi polno kave in tudi zelo posebno kavo, Luwak Coffee, katero greva zdaj v bistvu probat in pa tudi pogledati, kako se izdeluje. And we have also our coffee, so we do like two type of coffee, Arabica and Robusta coffee. So the Arabica, the tree is more short, and the Robusta, the tree is quite high. Okay. So for the taste, Arabica is quite stronger, but we do both Arabica and Robusta. Okay. So this the Arabica coffee, they're starting to have a bean of the coffee, yeah, but still green. So we need to wait until coffee getting red. Right, yeah, okay. They just put behind the tree. So the pot of vanilla, they will be coming from that side and Torej, slavna Luwak kava. Gre v bistvu za proces, ki je mogoč nekaterim malo nagnusen. Torej, te živalce, ki jo vidite za mano v kletki, v bistvu pojejo sadeže od kave, ker kava je v bistvu sadež, znotri je pa koščica. In to koščico oziroma seme mi potem uporabljamo za kavo, kot kavno zrno. V glavnem, one ta sadež pojejo, potem koščico v želodcu ene 3 dni fajn fermentirajo in potem to pokakajo. Pridelovalci Luwak kave na to te drekce poberejo, jih v vroči vodi sperejo, da pač ven dobijo samo semena in iz teh semen se na to dela Luwak kava. Nekaj je pa naš Ponč pozabil povedati. So pa tudi to zelo zbirčne živali in ne pojejo kar vsega sadeža. Zbirajo namreč res tiste najbolj zrele, najboljše sadeže, zato je pa posledično tudi kava najboljša. Ne samo, da naj bi bila to najboljša kava na svetu, je tudi absolutno najdražja kava na svetu. Pač morate si zamisliti, koliko v bistvu enega sadja morajo te živalce pojesti in sprocesirati, da mi dobimo potem kilogram semen ven iz njihovega črevesja. Prvič, časovno zamudno pa ja, veliko tega rabimo. Imamo pa nekako 2 vrsti pridelave te kave. V bistvu obedve sta delane ročno, pač na roke vse delajo, vse zelo organsko. Razlika je samo v tem, v bistvu, kje se te živalce nahajajo. Zdaj, ena varianta je tukaj v nižinah, kjer so to res zelo velike farme, veliko živali, ki so pač tudi sami živali bolj kot neke farm živali. No, za tako kavo boste odšteli nekje $100 na kilogram kave. Druga varianta, veliko bolj avtentična, pristna pa je, da oni v bistvu teh kakce od živali pobirajo v gozdu, nekje v visokogorju, kjer je tudi ta naraven habitat teh živali. No, za to kavo boste pa odšteli €1300 na kilogram. No, pa da vam razloživa še sam proces pridelave te kave. Torej, ko tele mongoose živalce pokakajo samo kavo, njihov kakec izgleda nekako takole. Potem v bistvu ta semena preberejo ven in jih operejo ter nato posušijo.
Ko so sama semena posušena, jih je treba olupiti. Če bo meni to šlo. Da dobimo ven kavno zrno. Ko vsa semena olupijo, jih je potem treba še enkrat oprati in še enkrat posušiti. Nato pa začnemo s praženjem kave. Evo, tako potem tukaj domačini tudi samo kavo pražijo. Lepo na ognju, na tele posodi in se kava praži tudi več ur. Ko so kavna zrna dobro prepražena in dobijo tako temno barvo, jih damo tukaj le noter in jih fajn speštamo. No, speštej. Bolj močno, še bolj na poskok lejo. Ko jo dobro speštamo, pa je čas, da jo v bistvu še pretresemo čez sico. V bistvu dobimo tako zelo fino zmleto kavo in ja, pol tudi ko jo skuhamo, jo kuhamo brez filtra. Zdaj smo v bistvu na sami degustaciji in dobila sva polhen kav za probati in pa tudi čajev z raznoraznimi okusi. Tudi ko mi čakajo, da bova tole zdaj degustirala, sva pa posebej naročila tudi Luwak Coffee, kaj pa pač seveda veliko dražja, ampak si jo res želiva probati. Začenjava s čajčki. Začenjava s čajčki. Jaz imam ginger tea. Jaz imam pa rozela tea. Činkolo binkolo. Dober. Kaj je? Kaj ga je zažgal? Konča je skoril. Ja, pač ful je smešen zaradi tega, ker oni so itak ful na sladko. Ful imajo malo slanga in tudi vse, kar dobiš, je večinoma sladko. In tudi čaji so ful sladki. In potem dobiš najprej, pri gingeru probaš najprej ful sladko, potem pa ingver požge. Udej, to bo fajn za moj grl. Za tvoj grl. Taj pa ful tak sladek, sladen. Prav zažgej. Naslednja kombinacija limonska trava pa rižev čaj. Jaz pa tega riževega čaja ne maram. Že doma sva ga pila, nekega japonskega. Ta je ful dober. Pa ni bil dober. Vsaka od teh ima neko svojo značilnost. Nek je za recimo mangostenje, za proti raku, ginger je za prehlad, tako. Pač za različne... Limonina trava je za gripo, recimo. Ja, pač za različne stvari jih uporabljajo. Ta je pa dober. Smrdi drugače. Ja, vem, te riževi čaji niso dobri, ne vem. Veš, one japonske smo imela doma. Ja, ni to zame. Zdaj greva pa na kavice. Se pravi, jaz imam balijsko kavo. Jaz imam pa avokadovo kavo. Zdaj se bomo šali sladkali. Jaz imam kakav. Jaz imam pa vaniljevo kavico. Činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Ta je pa tako malo grenka, ni toliko sladka. Dobar. Tudi tole je zelo pogreni. V bistvu ni to klasičen kakav, kot ga mi poznamo. Prvič verjetno zaradi tega, ker je na vodni osnovi, ne na mlečni. Je pa mlečka, saj je sladko, ampak malo zagreni. V bistvu je ful dober, mi je tole skolj bolj všeč, veš. Ja. Meni je to dobro, ker ni toliko sladko. Še zadnja pred grand finale, pred Luwak Coffee imava še ginseng kavo, se pravi z ginsenga. To je pač neka začimba. Smrdi. Zakaj se nama to dali za to zadnjo? Ne. Zakaj je ta za to zadnja? Zdaj si prav okus popravil. Lahko date uno vaniljo nazaj. Ne, uno avokado bi jaz, avokado. Ali pa kokos, še kokos bi bil boljši. Ma se ni toliko za noč. Ne, ni toliko za noč, ampak po vseh teh pa ne paše. Sam dober pa tudi ni, ja. Evo, kva imaš za finale? Za veliki finale sva si pa naročila Luwak Coffee, oziroma po slovensko naj bi bil prevod Mungos kava, pač od teh živali, se pravi. Mungos je kao ta žival, ja. Dajmo to probati zdaj. A kar je, skrta prva. Sam je pa ful vroče, veš. Ja, se vredi. Diši po kavi.
Ta je pa ful grenka, niso je neki pretirano sladkal. Ima pa zelo tak intenziven okus. Kakšna ti je? Zelo intenziven okus. Ja, tako močno. Mislim, Če bi mi dal neke 2 kavi skupaj, po mojem ne bi ugotovila, kje je ta. glih to sem hotel reči, da v bistvu po okusu je zelo podoben tudi kakšni drugi kvaliteti. Pač se vidi, da je arabika varianta, se pravi, da je zelo intenzivna, zelo aromatična, ampak ja, če bomo 2 na kupu, ne vem, če bi videl razliko. Jaz tudi po mojem ne. V enem izmed prvih vlogov te popotniške serije po Indoneziji sva povedala, da je v bistvu Indonezija največja muslimanska država na celem svetu. Ampak za Bali to ne velja. V bistvu vera, ki prevladuje na Baliju, je pretežno hindujska. Po celem Baliju namreč najdete polno hindujskih templov. Zdaj midva sva se odločila, da si pogledava sam 2. V prejšnjem vlogu smo videli Uluwatu tempelj, ki je v bistvu na klifu, danes pa si greva pogledat Tampak Sir tempelj, do katerega se zdaj odpravljava. Hindujci pripravljajo take škateljce, ki so v bistvu daritve bogovom in naj bi prinašale srečo. Tele škateljce oziroma te cvetove postavljajo vse povsod, se pravi sred cest, na pločnikih, na plaži sva jih videla, se pravi spremljajo najo že cel Bali. In tukaj bi rada dala eno zelo pomembno informacijo, in sicer teh cvetkov boh ne dej, da pohodite, ker v bistvu jih lahko zelo užalite. Tako da ja, merkite na cvetke po tleh. Naš punč ima kratke hlače in se mora spet obleči. Evo, pa vzel sem si sabo drugač. Thank you. Še obleč se ne znam, zdaj mi je povedala, da moram to okolo obrniti. Ja sej, moraš prav, če ne prinaša nesrečo, 100%. Tle vse, karkoli narediš, prinaša nesrečo. Lahko ne. Moraš prav delati stvari. V glavnem ja, imejte dosti dolge, se pravi pokrite tele, kva so že kolena. Ta tempelj je zelo poseben. Kakor vidimo, tukaj ima tako imenovati obred očiščenja. V bistvu morajo ljudje iti skozi vse te postaje, kjer teče voda ven, ker šele na koncu si v bistvu zares kao očiščen. Je pa danes polna luna, kar pomeni, da na celotnem Baliju praznujejo to kot en tak mini praznik. In vsi grejo v bistvu k obredu. Ali pri sebi doma, kjer ima v bistvu vsaka hiša nek mini tempelj, ali pa pridejo na nek večji tempelj, se v bistvu očistiti in potem praznovati polno luno. Kakšne orjaške zlate ribice, lej to! To bilo pa že fajn za pojesti. Tole že za natrn klega. Noro. Ok, jaz ne razumem čistih hindujskih zadev pa običajev. V glavnem v Uluwatu templju nisi smel kot ženska iti noter, če si imel menstruacijo. Zdaj v tem moram si pa obvezno spet lase. Ne vem, kaj je fora, ne razumem, ampak pač upoštevam te zadeve, tako da... Tegalalang, riževe terase. Verjetno najbolj znan kraj tukaj v bližini Ubuda in ja, pač zdaj v bistvu veste, zakaj Indonezijci pojejo to križa. Tukaj sem lahko pridete se sprehoditi med riževimi terasami, hkrati pa lahko naredite kakšno bolano fotko. Ja, to potovanje je res krasno in ponuja ogromno, ampak morda pa vas mika kakšna druga destinacija. Potovanja so lahko enostavnejša, kot si mislite. Ponč in Sonč vam pomagava iz sanj narediti načrt, brez stresa, brez ugibanja. Od popotniškega svetovanja 1 na 1 do potovanj po meri in aranžmajev na ključ. Vi poveste državo, midva narediva celoten plan po vaših željah. Skočite na najino spletno stran in preverite, pri čem vsem vam lahko pomagava. Ponč Sonč, potuj pametneje, potuj drugače. Tole je v bistvu riž oziroma pač sama rastlina riža in ko raste v vodi, leta je že pokukal ven, ampak seveda še ni dozorel. Sam riž pa ne vem, če ste vedeli, raste tako kot neka pšenica. Vam bova tukaj pustila kakšno sliko, da si boste lahko predstavljali. Še eno zanimivo dejstvo. V prejšnjih vlogih sva govorila in tudi prikazala, kako nevarni so vulkani, saj svojimi izbruhi povzročajo pravo opustošenje. Vendar večina ljudi še vedno živi blizu teh aktivnih vulkanov. Le zakaj?
Vulkani po svojem izbruhu na okolico izvržejo en kup materijala in pepela, ki pa je bogat z minerali in hranili in s tem zelo obogatijo prst. Oziroma povedano drugače, zemlja postane izredno rodovitna. Če smo v naših krajih navajeni žetve enkrat na leto, v Indoneziji ni nič čudnega, če žanjejo pridelke dvakrat ali celo trikrat na leto. Tako v resnici vulkani predstavljajo morebitno smrt v vsakem trenutku, po drugi strani pa življenje, saj hranijo ogromno gmoto ljudi. Java recimo je en najbolj poseljenih otokov na celem svetu. Če se nahajaš v Ubudu, pa absolutno ne smeš zgrešiti, kar je za naju najboljše doživetje. Pojdimo v Ubud Monkey Forest. Sploh ne rabi iti v Monkey Forest, klej se opice kar sred mesta sprehajajo. Čist noro. Pač kot sva rekla, ta Ubud je res povezan z naravo. Zdaj pa sva šla okoli in okoli, v glavnem Google nam je čist narobe pelil in sploh nisva našla tega Monkey Foresta, zdaj sva pa končno tukaj. Torej, sam Ubud je že tako ful zelen, pa imate pa sred mesta še en tak velik gozd, v katerem lahko najdete same opice. Sva pa slišala od lokalnega prebivalstva, da te opice tukaj v Ubudu naj ne bi bile napadalne in ne bi bile zelo prijazne. Ti pa še zmeraj lahko ukradejo stvari. Medtem ko une opice, ki smo jih videli v Uluwatu templu, so bile pa zelo napadalne in pa ja, tudi tiste kradejo. Opice v bistvu zelo rade ukradejo stvari, ki mislijo, da so hrana. Recimo tudi razkoživ, če ga imate takole le pri strani, ga lahko ukradejo in ga bojo spile, kar pa seveda ni dobro za njih. Tako da vse tele predalčke obvezno spraznite in pač imejte samo zaprte. Znajo pa baje tudi ruzake odpirati, tako da bodite pozorni. He just wants to take a selfie. What's going on? Do we try it? I don't know, man. It's this colour. It's this colour. They take a photo. Yeah. Yeah, go on. Oh my god. Proper wants this bag. Hey, give him up my back. Tole je pa noro, res. Cel dan bi lahko gledal tele opice. Pač gost je ful velik in v bistvu mislim, da imajo kar zelo veliko prostora za igrati se, za divjati okoli. Res cel dan bi jih lahko opazoval, drugo pucajo, se prehranjujejo, pač gledaš jih lahko, kako spijo, se igrajo, vse živo, pa neverjetno velikih je. Moji si nekaj sporočajo, ker zdaj so kar naenkrat vse sem prišle. Ful jih je tle. Nekaj se dogaja, pa ne vem kaj. Ja. Ja, zdaj sva zvedla. Sporazumevajo se torej, če vidijo kakšen sneg, kakšen prigrizek ali pa recimo kakšnega psa, kaj tazga in pol druge obvestijo. Zato jih je pa kar naenkrat toliko prišlo k nama. Jaz mislim, da je bil nek prigrizek, zato so Verjetno bo prišle. bolj to, ja. Mi je zelo pri tej areni ena začela plezati gor po hrbtu in sem se ustrašil in sem tekel. In poj, koliko ironično, mi spodrsne na bananemu lupku. Tom in Jerry risek, da res. Res je. Kaj je opica? Se je začela obešati? Opica, ui!
No, še enkrat. Je še odniže dal. No, opica, daj. Zdaj še skočiti se moram navaditi na drugo. Pa už pariska opice. Valjda. Gost je res velik in je tudi razdeljen v več segmentov, tako da se kamot res cel dan zgubljaš noter. Tukaj so šla počasi v bistvu proti tistemu delu, ki je reka skozi, tako da je tudi en ful lep most, taki majhni potočki, pa mlakužice in podobne stvari. Je pa Gost res tak naraven habitat teh opic. Se pravi, ni to ograjeno, ni to kot nek živalski vrt, ampak je res odprt gost. Zato tudi v bistvu lahko uhajajo v mesto in se tam sprehajajo, zvečer pridejo nazaj in nič takega. Kar je v bistvu samo dodana vrednost je, da so neki skrbniki, ki če je karkoli narobe z opicam, pač za njih poskrbijo. Tale ima pa poškodovan rep, v bistvu od tega, ker se toliko tepajo med sabo. Je pa to še zmeraj narava in v bistvu v naravi se tudi tepejo, džungla je. Tako da ni vse rožnato in tale zraven mene ima zelo, zelo poškodovan repo. No, take poškodbe recimo potem sanirajo. Tako da je nekako taka win-win situacija za vse, za opice, za nas obiskovalce in za sam živalski vrt, če hočete temu tako reči. Drugače treba pa ful paziti, ko se tukaj sprehajaš. Ne samo, da opice kradejo, tudi koliko si padajo po tleh in lih kar je en strmoglav dol, skoraj na 2 turista. Zelo blizu. Lejte tega le, neumnosti počne, pa ga je pa še sram zraven, pa se skriva. Tole je bilo pa doživetje, pa pol po moje. Res noro, toliko so fajn tele opice. Pa lepo jih je gledati res v naravnem habitatu, a ne, kako oni v bistvu živijo. Tako da absolutno priporočam vam, midva sta bila verjetno čisto predolg tle not, mislim, da je 3 ure. Ampak lahko bi bila cel dan, res. Ja, se pa da drugače stvar v 1 uri pa po 2 urah tako dober pogledati. Samo toliko, da veste malo planirati. Čez dan je toliko vroče, so pare vlage, kakor jo hočeš. Tako da v bistvu daleč najboljša izbira za hrano je kakšno sveže sadje ali pa te sveže stisnjeni sokovi, ki jih imajo. Tako da midva sva zdaj šla malo sprobati lokalno sadje. Popoldanska papica. Popoldanska papica. Evo, tule je mangosten, pol imava dragon fruit, malo mandlov, pa še banano. Hotela sva probati še durian, pa ga tukaj nažalost nimajo. Upava, da ga va kje dobila, da ga probava, ta smrad hudičev. Za oba naju je prvič, da jeva tudi dragon fruit. Dober je. Ful je dober. Ja, sladek, zanimiv okus. Ničemur ni podoben, kar sem do zdaj jedel. Ne moreš ga z ničemer primerjati. Mangosten sem pa jaz sicer pil v energijski pijači, pa ti si bil ful dober, ampak prav samega pa še nisem probal, tako da... Probam. Daj. Zanimiv. Tega bi pa primerjala s kakšno mandarino, sicer je drugačen, ampak tako, na približen. V Indoneziji je od junija do septembra sušno obdobje, ampak zelo je zanimivo, da tukaj v Ubudu pa že zadnje par dni vsak dan pada dež in pa je to čisto normalen. Se nama je pa spet zelo pooblačil, pač spet je vprašanje, če ne bo padla nevihta, tako da bomo videli. Ja, pripravite se na kakšno nevihto, če boste prišli sem. Nisva pa mogla mimo tega, da obiščeva še ene riževe terase. Te se namreč nahajajo direktno v mestu Ubud. Ne vem, če ste vedeli, ampak Indonezija ima toliko rodovitna tla, da lahko riž poberajo kar 3-krat na leto. Pač neverjetno. Ampak ja, kot sva že omenila, trenutno še ni pač ta čas. Je pa cel Ubud po moje tako malčko namočvirjen. In tlele za mano zdaj poslušajte zvoke žab. To
Noro, stari, sam nabijajo. Spet sva zavila v eno lokalno restauracijo oziroma v Rung se tukaj reče. In tukaj bi rada z vami delila še eno dejstvo, in sicer cena alkohola v Indoneziji. Namreč Indonezija je seveda muslimanska država in to mislim, da se zelo pozna tudi pač pri cenah alkohola. Zdaj sva naročila spet seveda pečene nudle, Mije Gorek, in v bistvu cena je bila 35.000, torej malo več kot 2 evra. Medtem ko za pivo, za ta malega bintenga, torej lokalno pivo, sva odštela 30.000, torej pač 2 evra. In lahko pač v bistvu vidite, da je cena zelo primerljiva s hrano, se pravi pivo pa hrana je tam. Tako da to je majčken slabost Indonezije, alkohol je kar precej drag. Ni pa mesto Ubud zastonj kulturna prestolnica Balija, namreč tukaj ima res vsak bar nek svoj lokalen band, kjer se zvečer zberejo, igrajo in je full hud vibe, tako da se splača zvečerjati na kakšno pijačko. Tudi midva sva šla in uživala v zvokih Taylor Swift in podobnih artistov. Naslednji dan je bil v znamenju raziskovanja slapov Balija. Res jih je en cel milijon, sam odločiti se moraš, na kjer ga bi račel. Dame ti torine še! Treba priti do slapu! Midva sva obiskala Teganungan in Tuka Čepung. Malo nimava sreče, malo dež pada, malo ne pada, malo pada. Kaj škrat? Sej ni važen! A ni važen? Ni važen, fajn se imamo. Kaj tok prša, zdaj čist mokra kamera, čist moker GoPro. Po zanimivem spletu okoliščin na slapu Tuka Čepung sva iz zelo natrpanega balijskega internacionalnega letališča odletela v glavno mesto Indonezije, Džakarta, kjer sva najino pustolovščino sploh začela. Tako sva lepo sklenila krog. Od tam pa počasi proti domu. No pa da še skleneva malo misli glede Balija oziroma Indonezije. Sam Bali je sicer zelo, zelo lep, ampak naju ni toliko prepričal, ker je tudi ful turističen. Pač kamorkoli sva prišla, je bilo polno turistov. Iz tega vidika nama je bil otok Java ful všeč, ker pač v celem tednu bi lahko turiste preštela na pač roke, na prste roke. Je pa Bali sigurno veliko bolj barna varianta, če nočete toliko velikega kulturnega šoka. Tako da se ga definitivno splača obiskati, nama je pa zelo, zelo žal, ker si nismo mogla pogledati še kakšnega otoka. To bo pa prišlo verjetno kdaj drugič. Zaradi Aleksove bolezni v Džakarti so namreč izgubila en cel dan na potovanju, zaradi česar je zmanjkalo časa ravno za Nusa Penigdo. Ampak nič za to, saj so se jo potem pogledala letos skupino, ki so jo odpeljala v Indonezijo v okviru najine butične potovalne agencije, kamor se vračamo vsako leto. Pa druga stvar, ki nama je malo žal, mogoče tudi midva za Bali res imela mečkam premalo cajta. En dan je v bistvu že pohecal moj zdravje, pa že nasplošno sva bila kar kratko, ker tudi recimo sever otoka je baje čist drug, kot recimo jug otoka oziroma sredina, tam, ko so se gibala midva. Tako da mogoče delava Baliju malo krivice, ampak vse zato pa je treba večkrat iti na kakšno destinacijo, da vse prečešeš. Naju bo Indonezija sigurno še videla. In kot ste videli, naju je še videla. In tudi naju še kar nekajkrat bo. Glede na to, da ima vsako leto razpisana kar 2 termina organiziranega potovanja v to prečudovito deželo. Vsako leto odkrijeva kaj novega in za Indonezijo res lahko rečeva, da je postala najin drugi dom, kamor se srčno rada vračava in o kateri rada poveva veliko lepega tudi ostalim popotnikom. Ampak tako kot vsaka stvar je tudi tale naša serija prišla k koncu in bo Indonezija na naju morala počakati do poletja.
Upava, da ste dobili en mali vpogled v zgodovino, kulturo, kulinariko, naravne lepote ter vsega ostalega te otoške države. In še zadnjič nasvidenje oziroma po indonezijsko Sampai Jumpa.